Gala za tole aktualno novičko, kasneje se pa gledamo s prometom. Ja, ponovno je čas, da se posvetimo čebelicam, tokrat iz malce drugega zornega kota, ne? Če smo zdaj govorili bolj o samih čebelah in kako poteka vse skupaj v čebelarskem društvu, kako se skrbi za panj in podobno, kaj vse delajo troti, kaj vse delajo druge čebele. Bomo zdaj preverili še, kaj čebele pomenijo iz botaničnega vidika, ne? Kajti na svetovni dan čebel se čebelarstvo in čebele seveda praznujejo predvsem kot opraševalke, ker oprašujejo rastline. In kdo bi o tem vedel več povedati kot pa dr. Jože Bavcon, ki je vodja botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Potem kasneje v drugem delu pa tudi dr. Blanka Ravnjak, ki tudi dela v botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, tako da nam bosta zaupala še, kaj pomenijo čebele iz malce drugačnega vidika, botaničnega. Poglejmo si. Rastline in njihovi opraševalci so naši nepogrešljivi spremljevalci, brez katerih naše človeštvo ne bi preživelo. Ljudje pa smo še posebej sentimentalno navezani na medonosno čebelo, ki jo dojemamo kot skorajda udomačeno žival. S čebelami so v stiku tudi v botaničnem vrtu, kamor smo se odpravili za obeležitev svetovnega dneva čebel. Tukaj ob meni pa dr. Jože Bavcon, vodja botaničnega vrta. Jože, prav lepo pozdravljeni na ta deževen dan. Ja, res je deževen dan, ampak vidite, čebelice kljub vsemu malo izletavajo, ker imajo pač malo strehe tukaj. Ja, tako da vsaj nekaj smo pričam aktivnosti. Torej, kakšen stik imate tukaj v botaničnem vrtu sploh s čebelami? Ja, bom rekel, botanični vrt od samih začetkov, ko je tukaj ima seveda stik s čebelami, zato ker pač čebele pridejo tja, kjer so rastline, ne? In je pač to zelo, zelo pomembno, bom rekel, tudi zaradi tega, da v vrtu semena dobimo, ne? Ker ne nazadnje vrt tudi semena zbira že od samih začetkov. Druga zadeva pa je, da bom rekel, ideja o čebelnjaku je v botaničnem vrtu že kar dolgo stara. Res je, da je bila včasih malo težava, ko sem recimo jaz prišel v vrt, je bila velika težava s tem, z različnimi piki, pa to se je nekako balo, bom rekel, čebele umeščati predvsem v urbani prostor, recimo dost tam, kjer so recimo otroci. Potem se pa to nekako v zadnjem času, bom rekel, spremenilo. Je pa res, da bom rekel, tukaj je kolega Janko Božič, ki je danes že profesor in poučuje na biologiji prav tudi o čebelah, je že za svojo diplomsko nalogo tukaj v začetku 90-ih let, pa potem magisterij imel v botaničnem vrtu postavljene panje. In je pač tukaj že raziskoval čebele in isti profesor danes oskrbuje tudi tale čebelnjak tukaj, ki ga imamo, v katerem sva danes tukaj pod streho. Kdaj pa je bila sama ideja realizirana? Torej, kdaj ste postavili ta čebelnjak? Ja, čebelnjak, želja, bom rekel, različnih družin tukaj okrog je bila že, bom rekel, tam okrog leta 2010, vendar se zopet ni uresničilo, no. Tale čebelnjak je postavljen leta 2017, 2016 smo mi od Mestne občine Ljubljana dobili v uporabo to zemljišče tukaj, ki ga je bilo treba urediti, ker je bilo, bom rekel, vrtičkarsko naselje in še marsikaj tukaj, a ne, veliko invazivnih rastlin. In v naslednjem letu je potem že prišla ideja, oziroma ideja je bila že, bom rekel, kar 2016, 2017 je bila pa pol ta ideja zelo hitro, bom rekel, realizirana, s pomočjo študentov arhitekture, ki so v bistvu dejansko pri seminarju profesor Mihe Dežmana in asistentke Vlatke Ljubljanović imeli, rekel, seminar, kjer so ugotavljali, kako bi naredili en urbani čebelnjak. Mi smo jim z nasveti pač pomagali tisto, kar smo lahko in kako bi radi imeli, ne. Zato, ker tukaj v botaničnem vrtu je zelo pomembno, da ni, bom rekel, en tak klasičen čebelnjak, ker imamo tudi skupine, a ne. In skupine imamo lahko tudi v takem vremenu, kot je današnji, ko je dežuje, a ne. In takrat potem v bistvu obiskovalci težko vidijo čebele. Druga zadeva je pa, da obiskovalci morajo biti nekako varni pred čebelami, takrat, ko jim mi razlagamo, ne. In zato smo pač vse te pogoje nekako povedali in povedali smo tudi, koliko prostora bi rabila, ne. In na osnovi tega je bilo izdelanih enih 12 različnih projektov,
Ta je bil pa izbran med tistimi, ki je bil, bom rekel, tisti, ki je bil nekako najbolj nam ustrezal. Pa grejo te čebele z tega čebelnjaka na pašo samo v botanični vrt, to je verjetno težko izvedljivo. Ja, seveda ni. Te čebele pač tukaj v tej okolici, v tem radiju pobirajo tisto, kar takrat cveti. Čebele pač obletajo vse rastline, ki cvetijo, seveda na vseh ne dobijo ne cvetnega prahu, ne medičine, ampak ustavijo se pa lahko. In zdaj tistih cvetov, ki je takrat v tistem trenutku največ, tiste takrat obirajo. Recimo, ko tukaj cveti to sadno drevje, ki ga imamo tukaj, je seveda čist polno čebel. Recimo. Zdaj so pa pač na drugih rastlinah, ki so tukaj in zato smo tudi, bom rekel, ta predel naredili tako, da bojo tukaj cvetoči travniki, kjer v bistvu, bom rekel, čebele vedno lahko nekaj dobijo. Seveda pa zletijo tako proti Golovcu, zletijo na druge konce, navzdol proti Barju in pa seveda tukaj zraven je botanični vrt, kjer je več kot 5000 različnih rastlinskih vrst, tako da čebele imajo veliko, bom rekel, možnosti tukaj za pašo, tako da mislim, da so kar na dobri lokaciji. Ja, tukaj v botaničnem vrtu imate res pestrost, ki jo drugje ni, se to morda čuti tudi v okusu medu? Ja, mogoče tudi, no. Mislim, ta med je seveda, lansko leto so delali tudi malo raziskave, odkje je cvetni prah, kako je, in bom rekel, te raziskave so kar nekaj zanimivega pokazali, pa bo mogoče kolegica potem še več o tem. Tako da je seveda to je, bom rekel, tak cvetlični med, ki je v bistvu mešanica, ne gre samo za tipičen med, ki pa verjetno, če bi bili pač tisti, ki imajo zelo izostrene okuse, bi mogoče tudi zaznali mogoče kakšne posebnosti v tem medu. Pa ko sadite različne rastline, imate v mislih tudi to, da bodo primerne za čebele, ali imate tukaj že tako ali tako dovolj veliko pestrost, da na to niste tako pozorni? Ja, oboje drži. Pestrost imamo tako veliko, da to ni nuje. Druga zadeva je pa, da ja, posebej pa se ukvarjamo seveda tudi z medovitimi rastlinami in zato recimo te še posebej sadimo v gredice, hkrati tudi na tej strehi čebelnjaka so, bom rekel, medovite rastline, tako da na travniku, ki je tukaj, poskušamo ustvariti čim bolj pisano mešanico teh naših avtohtonih vrst. Mi predvsem gledamo te rastline, ki jih sadimo po vrtu. Bom rekel, ne nazadnje zdaj, če bi se sprehajali po vrtu, da ne bi tako deževalo, bi videli, kako cveti čemaž. Belo od čemaža je, to je ena izmed rastlin, ki je v bistvu zdaj za čebele idealna za nabiranje. In take količine, kot ga je tukaj, seveda je polno čebel. In tako da v bistvu puščamo, bom rekel, trate dolgo nepokošene, s temi našimi avtohtonimi vrstami in tam potem v bistvu čebele same pobirajo tisto, kar jim je takrat najboljše. Koliko čebeljih družin ali pa, če se morda da tudi v številu čebel govoriti, pa živi tukaj le? Ja, tukaj so zdaj aktivni 4 pani, kot jih lahko vidimo tukaj. Seveda, čebelje družine so tam nekje do 40 000, recimo, pa več. Zdaj, koliko jih je tle noter, je težko reči, zato ker je pač tudi pomlad, in bom rekel, pa še letošnja pomlad je zelo mrzla, tako da tudi to je ena izmed zadev, ki ni ravno naklonjena, bom rekel, hitremu in velikemu razvoju čebeljih družin, ampak vsekakor, kot vidimo, ne glede na to, da dežuje, te čebele danes izletavajo tukaj, ki imajo nekaj strehce nad sabo, tako da se lahko malo sprehajajo tudi, bom rekel, ta nič kaj prijazen, prijeten dan. Kako pa lahko čebele pomagajo spremljati stanje v okolju? Nam pomagajo pri kakšni analizi lahko? Ja, to je pa zelo pomembna zadeva. Bom rekel, v tem smo pa že delali v 80-ih letih, ko se je delalo umiranje gozdov, recimo, in ko smo na Koroško prišli recimo do kmetij, smo najprej vprašali, kako je s čebelami, ker kmetje so takoj povedali, ko je bil recimo ožig, ko je prišel SO2 ali pa kakorkoli, so čebele šle. In smo imeli zelo dober podatek, ko so kmetje rekli, ja,
vsi pani so nam šli, ali pa polovica panjev nam je šlo, recimo, smo vedeli, da je bilo že, in to se je poznalo tudi na rastlinah. Tako da, bom rekel, to izkušnjo o onesnaženosti in čebel imamo tukaj v vrtu, ker smo delali pač takrat te raziskave o umiranju gozdov in se je dejansko videlo. Na Koroškem, v tej, recimo, ob dolini smrti, kot so jo takrat imenovali, ker je bila topilnica svinca, so kmetje intenzivno zaznavali, kako recimo so čebelje družine propadale. Pa se čebele potem nekako prestavijo drugam, ocelijo ali samo ali na kakšen način izginejo potem iz tistih onesnaženih krajev? Ja, bom rekel, zdaj potrebno je povedati, tako onesnaženih krajev, kot je bilo takrat, zdaj ni več. Bom rekel, industrija se je precej spremenila, zahteve so bistveno večje, veste, so tudi filtri, vse povsod, tako da takih konkretnih, recimo, zadev v današnjem času ni. Seveda, čebele se ne morejo preseliti, tam so, preseliti jih moramo mi. Čebele pač propadejo, umrejo, kot rečemo, čebelam rečemo, da umrejo, ker imamo pač en poseben odnos do njih, in zato je pač treba gledati, da imajo čebele primerno okolje. Zdaj je, bom rekel, večja težava v današnjem času so recimo škropiva, škropljenje, tega je veliko in to je težava lahko za čebele, pa seveda te bolezni, ki napadajo čebele. Zadnjič smo se pogovarjali o urbanem čebelarstvu in so mi zatrdili, da imajo drugače čebele zelo, se pravi, dober filter in da res naberejo samo snovi tiste, ki niso onesnažene, tako da je tudi urbani med bolj pester, bolj okusen od tistega podeželskega. Ja, to je res, sej ravno to je, bom rekel, v mestu je bistveno manj škropljenja, kot je. Druga zadeva je pa, da pač rastlina akumulira, bom rekel, te strupene snovi, običajno v vakuolah, in tiste so nekje v rastlini sami, ne pa v tem cvetnem delu, ker vsaka rastlina se bori na ta način, da pač v tisti vitalni del spusti samo tisto, kar je za njo koristno, in v bistvu, bom rekel, cvetni del je vitalni del rastline, tako da, ja, napačno je bilo razmišljeno, bom rekel, še kar nekaj 10 let nazaj, da bo mestni med slabši, v resnici je ravno boljši, in tudi, bom rekel, pestrost je lahko večja, ker v mestih je, bom rekel, manj monokulture, na kmetijskih površinah imate lahko pa samo še zelene površine, niti ni več cvetočih travnikov in to je lahko velika težava v današnjem času. Doktor Jože Bavcon, najlepša hvala za ta pojasnila, mi se bomo za trenutek oddahnili, umaknili v oglase, potem pa se prav kmalu spet vrnemo tukaj izpred čebelnjaka v Botaničnem vrtu v Ljubljani. Se gledamo. Lep pozdrav spet z Botaničnega vrta, tukaj lepa ob meni Blanka Ravnjak in govora je seveda o čebelah na Svetovni dan čebel. Blanka, lepo pozdravljena. Prvo vprašanje, kakšen je sploh odnos med čebelami in rastlinami in kako med sabo komunicirajo? Lep pozdrav. Torej, v bistvu odnos med rastlinami in čebelami je zelo kompleksen in njihova komunikacija je prav zanimiva in zelo specifična. Kajti oboji organizmi za svoj obstoj in preživetje potrebujejo ena drugega. Kajti čebela potrebujejo hrano rastlin, se pravi medičino in pa pelod za vzrejo svojega zaroda, za ličinke, za preživetje in seveda za zalogo potem v zimskem času. Medtem ko rastlina pa potrebuje čebelo zato, da medtem ko čebela nabira hrano zase, medtem tudi opraši rastlino in zopet rastlini omogoči razmnoževanje. Skratka, pri obeh gre za obstoj vrste in za nadaljevanje vrste. Med sabo pa komunicirajo na različne načine, kajti za čebele je značilno, da izredno dobro vonjajo in pa tudi dobro vidijo, znajo ločevati barve in zaradi tega so seveda rastline za privabljanje čebel razvile različne mehanizme, seveda vonj, ki ga tudi zaznavamo ljudje, določene vonjave pritegnejo čebele, recimo to so takšne sveže, sladke vonjave in pa seveda tudi pestrost barv, kajti čebele seveda vidijo v nekoliko drugačnem spektru kot mi ljudje, recimo rdeče barve ne zaznavajo tako kot mi, ampak jo zaznavajo kot črno, prav tako pa so sposobne celo videti v UV spektru, torej vidijo včasih na cvetnih lističnih
cvetnega odevala pri rastlinah vzorce, ki jih mi s prostim očesom ne vidimo, in ti vzorci so nekako smerniki, ki usmerjajo čebelo, da pač kje se nahaja recimo medičina v cvetu, ne. Hkrati imamo pa še dodaten aspekt, da ko recimo čebela rastlino opraši, vsi vemo, da po oprašitvi cvet oveni in kot takšen ovenel cvet v bistvu čebeli ni več privlačen, ni simpatičen in seveda že takoj sporoča svojo obliko, da v tem cvetu ne bo hrane, ne bo nagrade, a ne. Hkrati je pa še ena zanimiva lastnost, ki jo imajo čebele, da tudi ko je pač optimalen pašni dan, ko je na paši veliko čebela, ne, da slučajno ista čebela ne bi takoj uletela v cvet, ga je prej obiskala njena, sodelavka, ne. Ta prva čebela v bistvu izloči določene feromone, ki sporočijo vsem ostalim obiskovalkam, da ta cvet je že prazen, a ne, naj kdo raje na kakšnega drugega. Kajti v naravi je stvar takšna, da v bistvu vsi organizmi nekako štedijo svojo energijo in vsaka potrata energije v bistvu ni zaželjena, ne. Tako da tudi med seboj tako spretno komunicirajo. Je pa torej opraševanje rastlin, čebele ne razmišljajo o tem, ne? To je stranski produkt, ki ga nabiranje medu prinese. Kaj, ne? Tako je, seveda, čebele ne razmišljajo o tem, niti rastline ne, ampak gre pravzaprav za neko takšno sobivanje, koevolucijo, je pa seveda stvar takšna, da tudi recimo tiste rastlinske vrste, ki so se nekako razvijale sočasno z razvojem čebele, se pravi vrste kot takšne, a ne, so tudi cvetovi primerno oblikovani, tako da so recimo dolžine tistih cevastih cvetov nekako do 4 mm, kajti jeziček čebele je dolg 4 mm, zato da lahko res čebela seže van, a ne. Medtem ko pri tistih rastlinah, ki pa jih oprašujejo druge živalske vrste, drugi insekti, so pa seveda lahko cvetovi primerni njima, ne. Zato pravimo, da se določene vrste so se razvijale sočasno, torej v koevoluciji in zaradi tega izginotje ene ali druge vrste lahko ima zelo velik vpliv na okolje. Kaj pa recimo, prej sem pozabil vprašati, kaj pa te neke eksotične vrste, ki jih imate tukaj v botaničnem vrtu, so čebele do njih na začetku kaj zadržane, jih še raziskujejo, ker jim niso poznane, ali takoj zavohajo, začutijo, to je pa v redu zame? Načeloma ne, načeloma bolj ali manj, če je recimo, tista na nek način v okolju primanjko, a ne, hrane, takrat v bistvu je, lahko rekli, je vse dobro, a ne, karkoli je že na voljo, a ne, in se na nek način zelo hitro naučijo, da, tam, kjer je vir hrane, recimo to vir hrane poiščejo, obletavajo in tudi nabirajo, recimo hibiskusi so takšen primer, ki jih imamo te tropske vrste, vsako leto, v tekom poletja in pomladi postavimo na prosto in, so zelo, zavzete zanje, jih nabirajo, jih zaznavajo, tako da ni posebne, tako izbirčnosti med tem. Gre res, čisti za preprosti oportunizem, tam, kjer je hrana, kjer je okusna in dobra hrana in je veliko, tja pač gredo. No in to nas pripelje do naslednjega vprašanja. Veliko govora zadnje čase je o avtohtoni medoviti vrsti. Kaj to sploh pomeni in kakšen pomen ima? Torej, avtohtone medovite rastlinske vrste so tiste rastlinske vrste, ki so se v bistvu razvile tukaj na našem ozemlju, so tukaj nastale in so že, v naši naravi dolgo prisotne, že od nekdaj bi lahko rekli, a ne. No, postavlja se pa problem, a ne, če v naše okolje pričnemo vnašati tujerodne rastlinske vrste, le te lahko postanejo invazivne in se, namnožijo do te mere, da izginejo naše avtohtone medovite vrste, a ne. In žal je treba priznati, da v preteklosti je kar nekaj rastlinskih vrst tujerodnih prišlo v Slovenijo prav zaradi čebelarjenja. Takšna je recimo kanadska zlata rozga, ki v bistvu cveti zelo pozno, cveti v poletnem času in je bila na nek način zelo zaželena med čebelarji, vendar pripetilo se je to, da sedaj v bistvu ena izmed
pomembnih oziroma ključnih invazivnih rastlinskih vrst, ki ogroža naše naravne vrste. Pričemer je posledica ta, a ne, lahko bi rekli, seveda pa sej za čebele je dobro, jo je veliko, naj tako tudi ostane, vendar ko ta rozga odsveti, potem tam ni ničesar več drugega. Medtem ko če pa mi ohranjamo našo biodiverziteto, pestrost travnikov z različnimi rastlinskimi vrstami, imajo pa v bistvu čebele hrano, pašo na voljo dlje časa. Ne samo eno dotično obdobje. Zato je pomembno, da resnično se izogibamo vseh tujerodnih vrst, in da se poslužujemo predvsem naših avtohtonih, kajti ne nazadnje, manj kot 100 let nazaj načeloma ni bilo problema z prehranjanjem čebeljih družin, tudi ni bilo velikokrat potrebe po dodatnem ohranjanju, recimo v poletnih mesecih, no zdaj pa čebelari vemo, da je, bom rekla, vsako leto treba čebele hraniti že v poletnih mesecih. O tem ste izdali tudi knjigo tukaj na Botaničnem vrtu, kaj ne? Tako je, izdali smo knjigo Avtohtone medovite rastlinske vrste. Tam v tej knjigi so tudi popisane, katere so, na katere so tudi malce bolj podrobno predstavljene, kakšne, bom rekla, lastnosti ima medičina ali mogoče cvetni prah. In pa tudi en seznam smo pripravili, ki je na koncu knjige, in sicer s tem želimo nekako pomagati čebelarjem in pa vsem ostalim, da lahko na osnovi te knjige in seznama sami mogoče zasadijo svoj vrt, vidijo, kaj v bistvu je dobro za njihove čebele, kaj je pomembna paša, in da na nek način osveščamo o pomenu naših avtohtonih vrst in večje rastlinske pestrosti za tudi seveda našo krajinsko sivko. Tudi sama ste čebelarka, vas smem vprašati, kaj pa je tista stvar, ki vas pri tej dejavnosti najbolj veseli? Ja, tudi sama sem čebelarka. Vedno znova me veseli, ko pač pristopim do panja, pogledam ven panj, potegnem ven posamezne sate in vidim res recimo množico čebel, kako pridno, bi lahko rekli, lezejo ena čez drugo, polnijo celice, in da so recimo te celice lepo napolnjeni, da je zalega velika, in to pomeni tudi, da je sama družina zdrava. In ko vidim, bom rekla, takšen lepo napolnjen panj z čebelami, je to seveda največje veselje čebelarja. Koliko časa pa nasploh čebelarstvo vzame tako človeku? Lahko bi rekli, da vzame toliko časa, koliko želimo, da nam ga vzame. Seveda je razlika v tem, koliko panjev imamo, seveda posamezni čebelari, ki s tem dejansko imajo neke vrste proizvodnjo, in je to njihova tudi dnevna služba. Kajti potrebno je vsake toliko časa pregledati stanje čebeljih družin, a so v redu, a kakšna je zalega, koliko imajo hrane, in ne nazadnje potem seveda tudi paziti na to rojitveno obdobje, da nam družine ne zrojijo ven, se ne prepolovijo, in pa seveda potem, ko pride čas točenja, da primerno pač poskrbimo s točim ometa. Za nas hobi čebelarja pa stvar takšna, da lahko je to zelo, bom rekla, malo časa vzame, mogoče enkrat na teden, da se nekako malo preveri, kako je s čebeljimi družinami. Drugače pa pravimo radi včasih, da manj kot drezamo vanje, bolje je, kajti s vsakim odpiranjem panja jih nekako zmotimo, njihov ritem, v bistvu nek stres predstavlja zanje, neka motnja, se pravi, v bistvu, kot bi človek udrl v neko stanovanje, in seveda zato se načeloma tega izogibamo, razen v torej rojitvenem obdobju, in zato bom lahko rekla, to zelo takšen prijeten hobi, ki ne vzame veliko časa, je pa seveda potem zelo simpatična in sladka nagrada, ko recimo stočimo med, in seveda vsekakor je čisto drugače, ko lahko točiš sam svoj med. No, da se navežemo čisto za konec še na to, kaj pa vi storite tukaj v Botaničnem vrtu z medom, ki ga pridobite? Torej, ta med smo napolnili v kozarčke, tudi del našega prodajnega produkta, in pa seveda tudi kot neke vrste poslovno darilo, tako da pride zelo prav, in na nek način vsi vemo, da takšno sladko darilo pravzaprav ljudje kar zelo radi sprejmejo. Ja, redko kdo ne obožuje medu, smo se Slovenci nekako res navezali na to dobrino. Blanka Ravnjek, najlepša hvala za vsa ta pojasnila, še naprej uspešno čebelarstvo, tako doma kot tukaj v Botaničnem vrtu, in vse dobro seveda. Hvala tudi vam. Takole, mi pa se sedaj poslavljamo z Botaničnega vrta, prav kmalu pa se spet vidimo, tako da ne hodite daleč.